To ni moderni avto, kot si tam sport, vse sam naredi. Oh moj bog! Fak nisem vedel, da moj avto tega zmožen, stari. Jo, a veš kaj, jaz zelo rad naredim vsake toliko časa, mislim, če je priložnost. Rad primerjam na prvi pogled čist neprimerljive stvari. Danes se bom lotil dveh avtomobilov, zdaj sem z ramo že malo tako premaknil, da si ga mogoče videl. Gre za Hondo S2000, a Ždino mi je že parkrat rekel, če ga pelem en krog, pa sem rekel, ok, može, ampak sam pod pogojem, da to narediva v varnem okolju, pa da zraven prelepva nek smisel. Imam pa eno ful dobro idejo, ker ta drug avto, ki ga vidiš za mojim hrbtom, čak bom obrnil telefon, ta drug avto je pa ta nova generacija Seata Leon. In kako zahoditi, če bom jaz te dva avta primerjal? Lej, dost simpel je. Honda S2000 je avto, ki je prišel na avtomobilske trge po celem svetu ob prelomu tisočletja. Ne samo takrat, tudi danes velja za ene vrste pojem športnega avtomobila. Odličen dvolitrski atmosferski motor, ki se vrti. Dino, do koliko se vrti? Do 9 jurjev, podvozje, menjalnik, mislim, to je ena čista poezija. Na drugi strani pa avto znamke, ki slovi po tem, da poudarja športnost, da poudarja ta temperament. In če imamo na eni strani zares čistokrvnega roadsterja, imamo na drugi strani klasično petvratno kombi limuzino. Ampak takšno z ene vrste športnim predznakom. Prednosti S2 Jurja so pač očitne. Avto je zelo blizu tlem, lega je vrhunska. Pravzaprav je bil avto za hiter pelet na take vrste podlagi narejen, ustvarjen. Leon pa, ja, ta ima pa 20 let fore v razvoju. Pa mimogrede, ne? Dinot ima bencinarje, jaz pa tisto klasiko 2.0 dizla, 110 kW oziroma 150 konjev. Mene pa vsem zanima, če jih postavim na pisto, se bo čisto kratka, ja, kakšna bo pa razlika v času. Pa da ne bom jaz zdaj sam razlagal v avtu, ko ga ima Dino, dej prelet sem stari. No? Jaz sem rekel, da je 2.0 atmosfer, da se do 9 jurjev vrti. Koliko konjev je to? 241 konjev, za naš trg, za japonski trg 250 konjev. Čakaj. Ja, tam so bile močnejše. Tega pa nisem vedel. Ja, če jaz po moje brez veze, da bluzim od tukaj naprej. Driver profile, Eco, Normal, Sport pa Individual. Deva Sport, zato ker se mi zdi to edin primerno. Pa položaj sedeža bolj pokončen. Prav veliko krogo ne moram narediti, ker imam jaz za 35 km dosega. Ok, nima veze. Ekspanzijska posoda, ti mi enkrat razložil. Če si 6 čupcev upravil. A greva? Piči Milojka. Gas. Drugač, menjalnik v športnem načinu kar dobro prepozna voznikove navade pa želje. Streljanje, ovinki je malo tečen, zato ker cesta tudi visi navzven. Je pa tak double apex, pa tukaj se ful zapre, moraš biti potrpežljiv. Tlele bo recimo problem z S2 Jurja, zato ker bomo zadek tendenco, da bo šel, pa pol tle ostro zaviranje, noter, pa levo, mečkam prehitra so bila, pa še zadnja ravnina, spet ostro zaviranje, pa ostro ovink nazaj, tle se bo pokazal, koliko je podvozje, imam pripravljeno trpet, stop! Kje si Dinoti? Pa kaj nisi rekel? Pa kje si? Pa kaj jaz sem bil toliko vožnji, kaj nisi rekel? Nije žvaka za seljaka, ok, si pripravljen? Jaz sem pripravljen, gremo. Tokrat bo drugače. Zaviramo. Kako si to zaves? Kako si na limitu, a če? Ja, vidim. Si na zimskih gumah. Ja! 39, 33, koliko sem rekel? 33, 33. Ti je bilo všeč? Ja, všeč sem čutil malo v trebuhu. A jaz sam kam utaknem ključ. Čakaj malo. A si ti pozabil? Zadnjič, ko si z mano delal vlog, si škrtal. Ker odlagalnih površin ta avto, ne? Magic. A ja, imaš? Malo sem pa za Švico. To se pravi, najprej kontakt s ključem, pa je zdaj ta cirkus. Digitalno razkošje, zdaj pa tale famozen gumb start. Skopka pa na koncu. Vidim, pa si... To ni moderni avto, kot si tam sport, vse sam naredi. Ne, 20 let star avto, old school, driver's car. Tale volan ne gre neč više, ne? Prvi krog, nežno sklopko. Ok, to neče puka. Znači on ne bo ogreval. Si rekel, da bo počas, mislim. Počas si rekel. Klop štoparca, no. Možda me kar malo strah. Se mene tudi. Si ready? Ok, ajde, gremo. Zdaj. Ajde.
nisem vedel, da moj avto tega zmožen, stari. To je tisto, kar jaz skozi govorim. Fak ti vse ostale avtomobile. Odprto, high revs, leti, pošrek, noro. Stari, mi smo skozi počez leteli. Kaj lahko iz tega potegnemo? Vse je to, lari, fari, stari, vse gre to isto. Uštro sem se živ. Sem pova. Čakaj, ne morem storija dokončati, ker se mi nogi tresajo. Noro. Še telefon mi je zašvical. Daj mi prosim povej, kaj si ti odnesel od tega? Ful dobra izkušnja, dejansko si mi pokazal, koliko je avto zmožen. Verjetno si opazil, da med samo vožnjo nisem kaj dosti govoril, zato ker sem bil skoncentriran na to, da bom res čim hitreje ovinke odpeljal. Kaj sem pa odnesel? Lej, stari, meni je bilo jasno, da se bosta izkušnje močno razlikovale. Razlika na progi ni bila velika. To pomeni tudi veliko pohvalo tistim inženirjem, ki so sestavljali skupaj podvozje od Leona. Ker priti na 2 sekunde avtomobilu, ki ima že itak porihtan, kaj imaš ti Aybacha, ne? Ne, Elin se imaš. V bistvu je ne vrsta športen kompromis. Ok, kaj je zdaj? Kako si? Še vedno se tresem malo. Ok, za ta prvi, ta zabaven del vloga je bilo to. V drugem delu videa pa povem več o Leonu. Zdaj pa, če že govorimo o športu, Seat je znamka, ki to športnost durh na durh ponavlja in jo poudarja. Prosim lepo, dajmo se na hitro skoncentrirati samo na sprednji del avtomobila. Poudarjeni robovi že na pokrov motorja začnejo zgodbo. Vse skupaj se nadaljuje pri žarometih, pa ne samo pri LED podpisu, ki je izrazito, se ne znam niti ta prava beseda najdeti, dinamičen, pa tudi na boku vidiš, sem pa kje najdeš kakšno linijo, ki še posebej izstopa. Vidiš tukaj do tja, kako se karoserija pod ogledalom prepogne, pa gre v konkavno obliko in se potem nadaljuje vse do spodnjega dela. Nekaj podobnega seveda lahko potrdim tudi za zadek. Poglej, na kakšen način so pravzaprav luči skrite pod enim takim karoserijskim zavihkom, ki je zelo izrazit, še posebej, če začneš avto šlatati. Všeč mi je tudi detajl, napis Leon, pa ne sem to, vem, izpuhi so fake. Kaj ćemo zdaj? Takšna situacija, ne sem pri sebi, še kje druge. Predvsem pa, vidiš tisti 2 črki? Oprema FR je v tem primeru, se mi zdi, da skoraj nujna. Veš zakaj? Ker podčrta obliko s športno prezenco tudi na cesti. Zaradi tega je avto sicer malo bolj čvrst, kar pomeni, da je posledično malo bolj neodoben kot običajni Seat, tisti, ki nimajo te opreme, ampak se ti zato odkup sprijetno, predvsem pa natančno lego. Drugače pa veš, da si Leon tehnično zasnovo, pa praktično vse stvari, ki jih ne vidiš na prvo žogo, deli z Golfom, pa še s kakšnim avtomobilom. Recimo Octavio. Pa zelo hitro prijemo do kabine pa do načina upravljanja. Ne? Namenoma sem na odlagalnih površinah pustil stvari, ki so tudi sicer tukaj, nisem šel vse spucati, da bi bilo vse videti luštno pa lepo. Poglej, tako sem jaz izkoristil recimo tale predalček, tukaj imam ključ avtomobila vedno spravljen, ker se mi zdi fajn, ker pa še direkt sem noter, vidiš, dobro, to je zapestnica od Vupa, nima veze. Tukaj imam očala, to sta v bistvu 2 cup holderja, masko. Pa če že kažem sredinski greben, tukaj je gumb za zagon motorja, identično kot recimo pri Golfu, pa potem tudi upravljalnik, to se pravi tale mehen, kako se temu reče, dajmo reči pokončno stikalo, s katerim upravljaš z menjalnikom, torej v tem primeru sem dal D, pa dajmo spet nazaj v P. Pa potem tukaj spredi še eno odlagališče, 2 USB-C izhoda, pa seveda površina, s pomočjo katere lahko polniš telefon tudi brezžično. Pa še eno stvar boš opazil, ne? Tako kot karoserija, tudi kabina znotraj, tudi zaradi takšnih detajlov, pa nasplošno zaradi oblike armaturne plošče, deluje precej športno. Veliko je ostro odrezanih klinastih potez, ker ta športni karakter samo še poudarjajo, vključno s temi zračniki, moram reči, da izgledajo precej dobro. Ok, zdaj pridemo pa do načina upravljanja. Kdor je videl moj vlog o Golfu, tam sem se temu res detaljno posvetil, se spomni, da sem rekel, da kljub temu, da je večina tipk iz te kabine, Golfove, pa tudi Seatove zginila, Golf tukaj ponuja en tak nabor 4 stikal, 4 bližnjice, s katerimi zelo hitro najdeš pot do osnovnih elementov, ki jih ponovadi upravljaš. Z glave malo gruntam, mislim, da so to asistenčni sistemi, mislim, da je to klimatska naprava, parkirni asistent, pa še nekaj, pa se zdaj ne spomnim kaj. No, v glavnem. A veš, fora je o tem, da te bližnjice tukaj nije. Kar pomeni, da zdaj pa res ni več heca, nimaš bližnjic, ki jih moraš najti tukaj, torej s pomočjo zaslona oziroma celotne površine občutljive na dotik. Če se spomnimo iz Golfa, poglej, tukaj imaš nastavljene klimatske naprave, lahko s prstom vlečeš in spreminjaš temperaturo, lahko delaš to tudi s tapkanjem, tukaj nastavljaš glasnost audio naprave, za vse ostale stvari imaš pa bližnjice tukaj. Sicer moram priznati, da v grafičnem smislu mi je ta vmesnik ful všeč, ker deluje bistveno bolj lahkotno, dajmo reči temu sproščeno, v tem avtomobilu kot v Golfu, zato ker pač Seat je znamka, ki ima malo drugačne renome in temu sledijo tudi
rekel, ikone, njihova barva, način nastavljanja. Pravzaprav hočem povedati, da se bo tudi v Leonu treba fest prilagoditi. Kot učinkovito rešitev v kakršnikoli zmedi, jaz priporočam to, da se voznik, preden se recimo odpravi na pot, določi vse parametre in nastavitve tako, da mu sede, da pol ni dela s tem med vožnjo, da ne boš ti pol tle iskal pa neumnosti počel. Ne? Jaz recimo pogosto moram priznati izklopen sistem lane assist. A veš zakaj? Ker je tako natančen in dosleden, da pravzaprav začne popravljati že pri približevanju črti, ki ločuje vozni pas od drugega voznega pasu ali pa konec koncev od neke bankine. To je po eni strani zelo dobro in jaz ta sistem vklopim kadarkoli že sam mečkam začutim, da sem mogoče utrujen, ker vsak dan res veliko časa preživim v avtomobilu, vsak to časa mi je pa malo moteč. To pa moram priznati. Pol je tukaj tudi nastavitev ambientalne osvetlitve, tukaj imam pa eno veliko pohvalo oziroma bi rad opozoril na eno rešitev, ki mi je ful všeč. Drugače pa, a niso luštni meniji, no? A veš, Seat ni naredil en tak ful močen statement s temi svetili, samo spredi zunaj, pa zadnji zunaj. Tudi v kabini so se ful potrudili. Zdaj le bom pokazal, pa niti ne boš dobro videl, pa ti bom pa en klip pokazal. A veš, vzdolž celotne armaturne plošče, od točno tukile, vidiš, kaj je en tak majhen rob, pa vse čez sprednji del do tjale, je ena taka tanka led črta, naštimaš lahko veliko različnih barv, predvsem pa ima eno zelo učinkovito varnostno funkcijo. Deluje namreč tudi kot opozorilnik za vozila, ki se lahko znajdejo v tvojem mrtvem kotu. Zelo preprosti sistem, kadarko se avto znajde tukaj zadaj in ga jaz mogoče ne bi videl, te sistem oziroma luč na to opozori. Če pa želiš ti v tistem trenutku, ko je avto tam zadaj in bi ga lahko počel zamenjati vozni pas, te pa sistem opozori še z blinkanjem te luči. Ful dobro zgleda, pa vsak takoj razume. Evo, poglej. Motor 2.0 dizel, klasika, 110 kW oziroma 150 konjev in zanj ne morem reči nič drugega kot stari šparovci. No. Ko sem jaz avto prevzel, sem pogledal, kdaj bi pa nazadnje potovalce resetiran, pa je bilo že kar nekaj časa nazaj. Vmes je prevozil že, ne vem, mislim, da 2 ure kilometrov pa še nekaj. Poprečna poraba 5.1, jaz sem vozil malo bolj dinamično, priznam, zato ker pač se mi je luštal in mi avto to omogoča, pa je šla na 5.2. Skratka, to so kar v redu številke, glede na to, da je motor, sploh v povezavi s tem menjalnikom, ki je sicer robotiziran, vsem dosti dinamično nastavljen. Sploh če upoštevaš dejstvo, da je avto, ki prestaviš, predvsem v program šport, tam je razlika kar očitna, tak, poskočen. Jaz mislim, da sem te glavne stvari povedal, samo še cena. Lej, mogoče nima smisla, da razlagam, koliko točen ta avto, dobro, 27 pa še nekaj, 28 jurjev, ampak če primerjaš Leona z Golfom in primerjaš opreme, pa oba avta približno enako opremaš, mislim, da zna biti Leon Jurja cenejši. Enačka, jaz sem povedal, kar sem imel, če imaš kakršnokoli vprašanje, prosim vprašaj. Če ne vprašaš, pa ti ne morem odgovoriti. Ajde.